bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne s sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Letos se je meni in še 11, mislim, da ostalim, izpolnila želja, da smo odšli v Sibirijo. Da smo tam jezdili njihove divje konje in da smo lahko lizali smolo, živico, smolo sibirske cedre direktno iz dreves. Da smo videli mumijo, da smo videli in doživeli tudi čago. In ja, krasno je to doživeti vse skupaj in šele takrat ugotoviš, da je to res nekaj posebnega. Kajti pogoji tam so ekstremni. Po zimi -50, poleti tudi +30 in več. In vse, kar tam raste, rastline, drevesa, živali, vse, kar tam uspeva, je zelo, zelo adaptogeno, se pravi, se zna prilagoditi. V tokratni oddaji Klepet ob kavi vam želimo predstaviti nekaj dobrih možnosti in priložnosti, da pod smrečko zase ali za koga drugega postavite kaj koristnega, kaj zdravega, kaj tašnega, kar bo koristilo za srečno in zdravo novo leto 2018. Pa nima veze, ali je bo to Dedek Mraz, ali je to Božiček, Miklavž, kakorkoli pač že. Tukaj imamo kar nekaj stvari in kar nekaj sibirskih darov smo že spoznali. A za ženske je številka 1 olje altajske princese. Je pa to olje, ki se pije, ne maže. Se pije, ja. Lepota in zdravje prihajata od znotraj. Drži. Naša celica, tkiva, organi so tista, ki potrebujejo tako celostna hranila, močne antioksidante in potem svoje stanje zdravja odražajo z zunanjim izgledom, ki se pri ženskah kaže kot lepa, cvetoča koža, lepi lasje, nohti in tako dalje. Predvsem pa žensko zdravje. To pomeni brez težav, ki jih prinaša obdobje hormonskih neravnovesij, brez težav v času menopavze, v času nosečnosti, pred nosečnostjo, problemi z zanositvijo in tako dalje, ki so vzrok za številne težave, ki jih imajo ženske, problemi zanositve, tudi mlada dekleta z močno bolečo ali neredno menstruacijo, zrele ženske v času menopavze in tako dalje. In ja, priborili smo si še posebno ugodno za vas in sicer ob nakupu 2 olj altajske princese prejmete zraven povsem brezplačno tudi žličko iz lesa sibirske cedre, ki ima tak čudovit storžek z namenom seveda. In vsekakor pa ob nakupu kateregakoli izdelka iz Sibirije prejmete tale krasen in čudovit glavnik iz sibirske cedre, ki je potreben, nujen za vse ženske in moške, in sicer se počešete, ko pridete domov, da tudi grejo stran vse tiste ostale stvari. In to dobite povsem brezplačno ob nakupu kateregakoli sibirskega izdelka. Čaga je vsekakor kraljica. Čaga je tista, o kateri veliko govorimo, veliko in je tako spoštovanja vredna stvar. V Rusiji je to tudi uradno zdravilo proti raku, v Sloveniji pa neverjetna podpora skupaj v tandemu seveda z eleuterokokom. O čagi smo že veliko slišali, a vendar še vedno ne dovolj. Še vedno je možnost in še vedno je prav, da širimo informacijo o čagi naprej, kajti čaga je pomagala že mnogim in moram reči, da tudi sama, glede na to, da živim kar konkreten tempo življenja, da jo velikokrat uporabljam in naredim kuro vsaj 2-krat, 3-krat letno, vsekakor pa po zimi, takrat, ko se potrebujemo okrepiti. Dajmo si pogledati še kakšno informacijo o čagi. Jemal je pa ogromne količine čage, ne? Tudi neke kombinacije z medom in rastlinami, ampak čaga je bila osnova te sestavine.
je rekel, z mano v sobi so še 3 ali 4, zdaj se ne spomnim točno, ne, so rekli, vsi dobivamo isto kemoterapijo, ista diagnoza, vse, oni so sesuti, jaz pa na tablici berem knjige, se sprehajam, lahko bi šel fudbal igrati, ne. Po končani kemoterapiji je dejansko bil kompleten umik bolezni. Tomaž je še danes dobro, ne. Mi je pa sporočal nažalost, da tisti, ki so bili v sobi, jih pa danes ni več. Se pravi, če kupujete čago, poglejte barvo, ali praha, ali tekočine in boste videli, kaj kupujete. Če je barva rjava, svetlo rjava, temno rjava, od tega ni nič, ne. Če je barva črna, potem je ta prava stvar notri. Ogromno je govora o raku, o rakavih boleznih, v njegovem okraju pa nobenega pacienta z rakom. Zakaj? In si začel spraševati, to je resnična zgodba, in ugotovil je, da ti preprosti, revni ljudje, mužiki na tem področju Sibirije nimajo denarja, da bi kupovali čaj ali pač kavo, karkoli, ampak da kot čaj pijejo čagin čaj. Recimo, zgodba Solženicina po objavi njegovega romana je imela za posledico, da so menda okrog Moskve v radiusu 20 km z brez izginile vse čage. Sploh za nas ženske, prav njih pa smo mogoče malo obilnejše, in smo bolj, imamo kakih par kilogramov preveč, je zahujšanje bistvenega pomena. Prepričala, ko sem videla, da nisem več zatečena. Sem rekla, no, hvala vam, da ste mi povedala. Joj, moj, tak mladosten zgleda, jaz pa cela polna nekih pegic, pa bila sta na morju, in pa če sta bila veliko na soncu, lahko naredimo čudovito eno tako lepotilni pripomoček. Damo 2 žlice kefirja. Ok, pišem 2 žlici kefirja. 1 žlico sibirske čage. Potem damo v te posodice, ko se zamrzne za led, damo eno leseno palčko noter, zmrznemo in ko to je zamrznjeno, vzamemo in si lepo, če smo malčken preveč, mogoče imamo podočnjake, si jih lepo zgladimo, gube si lepo zgladimo, skozi gremo po celem obrazu, potem si vse te pege, ki jih imamo, starostne, si jih lepo, ampak tak enih 10 dni učinek fenomenalen. Je potem to tudi eden izmed tistih ključnih stvari, zakaj črna altajska sibirska čaga deluje tako, kot deluje, ker vpliva tudi na proizvodnjo melatonina? Ja, čaga z svojimi substancami sproža povečano tvorbo melatonina, kar posledično seveda vodi k zdravju, dobremu počutju in seveda, kar je tudi zelo pomembno, k mladostnemu videzu in počutju. Se vsi poznamo v svojem življenju ljudi, ki so leta in leta videti enaki, se praktično sploh ne postarajo. Poznamo pa tudi ljudi, ki se starajo z veliko hitrostjo. Eleuterokok pa je vsekakor tisti, brez katerega tudi angeli težko živimo. Malce za šalo, malce za res. Ampak čisto za res, eleuterokok je nekaj, kar uživamo vsak dan. Kajti v naši oddaji, kjer sem gostila že več kot 2000 strokovnjakov z različnih področji, vsi so povedali isto. Ne glede na težavo, ki jo imaš, prva stvar, ki jo narediš, je to, da znižaš nivo stresa. In eleuterokok je tisti, ki zniža nivo stresa, hkrati te pa umiri in te naredi bolj pozornega, ti da več energije. Neverjetna zadeva in povem vam, na eleuterokok prisega mnogo ljudi, ravno zaradi tega, ker je neverjeten. Iz družine Panax, pravijo mu tudi hudičev grm in ja, povsem naraven iz Sibirije seveda, in eleuterokok, zgolj 20 kapljic na dan je tista doza, zaradi katere si drugačen vsak dan in cel dan, in seveda se mora jemati pred 3. popoldansko uro. Sicer pa poglejmo si še kakšno informacijo o tem čudežnem eleuterokoku. Imela sem pa tudi en primer, ne znam ga pojasniti, ko je gospa uživala eleuterokok in potem si ona kar namazala še malo po rokah, ker je imela zelo hud artritis.
Jaz bi prej rekla za živico ali pa za mumijo, ampak njej je zelo pomagal euterokok. Kaj pa srčno-žilne zadeve, te kapi pa take zadeve, je kakšna izkušnja tudi tukaj? Tukaj imam pa čisto osebno izkušnjo s svojim očetom, ker ga je pred 13 leti kap, taka če euterokoka nisem poznala, poznam ga zdaj 3 leta pa pol in on ga uživa, ne da bi naredil kako pauzo skozi, vsak dan. Enkrat, včasih tudi 2krat na dan, odvisen, kakšne so potem tudi tele menine, lunine mene, kakšne so pač razpoloženje njegovo, ne. Tudi včasih pred kakšnim pregledom, ki ga ima, tako da je to zelo, zelo učinkovito. Res, pri kapi pa zelo učinkuje zato, ker jim da nek več energije, eno življenjsko moč. Prav se jim njihov kardiovaskularni sistem se jim izboljša, ne, se jim pospeši in potem tudi recimo on sploh ni imel več nobenih problemov s srcem, tako da, ampak zaradi teh živčnih, psihičnih težav, ki so pač včasih prisotne pri teh ljudeh, ki so po kapi, je pa euterokok res ena odlična stvar. Pri bolnikih, ki so uživali eleuterokok, torej popolnoma normalno hranilo, so ugotovili, da imajo z eno posebno metodo analize krvi, da imajo za kar 50% več belih levkocitov, 30% več makrofagov in pri bolnikih, ki so pod kemoterapijo ali pa ki imajo obsevanja, se je izkazalo, da tisti, ki uživajo eleuterokok, praktično nimajo nobenih stranskih učinkov, niti kemoterapije, niti radiološkega zdravljenja. In zato so ga vključili v zdravljenje in seveda registrirali kot zdravilo. Eleuterokok je fantastičen. Pomagala mi je pa tudi izjemno mumija. Mumija je gorska smola, šialit, pa veliko različnih imen ima, a bistvo je zelo, zelo, zelo enostavno. Že dolgo se pozna, skrivnostno je in je nekaj, kar imate doma. Nekaj, s čimer začnete dan. Zgolj kapljico na en dan. In tako mumija zadostuje za 500 dni in stane zgolj 30 evrov. Tako da tukaj je pa res dobra cena in ne dobra cena. Primerna za vsak žep, glede na to, da imate, če gremo po kapljicah, za 500 dni. Ko sem imela težave z dlesnijo, sem si dajala kar gazico namazano z mumijo gor, sicer pa moram reči, da je mumija tako neverjetna, uporabljamo pa jo lahko praktično vsi. In zraven, poleg vseh teh sibirskih neverjetnih daril, sibirskih daril, prejmete tudi navodila, recepte, recimo za mumijo, živico, eleuterokok, prejmete različne recepte, recepture, nasvete, kako, kaj in zakaj. In imate na voljo tudi paket mumija plus živica plus eleuterokok, kjer zraven dobite še posebno darilce in pa danes ob nakupu vseh oziroma katerega koli izdelka iz Sibirije zraven prejmete tudi darilo in sicer glavnik. Ko pa smo že govorili o mumiji, ne, to ni tista egipčanska mumija, pač pa je gorska smola, ki sem jo na lastne oči s konja videla tudi sama v Sibiriji. Kaj pa smo o mumiji še zvedeli s strani Marije Ane Kolman? Ko pride že do okužbe, kašljanja, kihanja, vnetega grla, idealno bi bilo, če bi otrok skozi nos potegnil vodo, v kateri raztopimo mumijo oziroma to tudi grgral, ker bi praktično preprečil nadaljno okužbo respiratornih organov. Kako pa pri živalih recimo? Lahko tudi za živali uporabimo? Za živali je pa ena odlična stvar mumija. Veliko imam prijateljev, ki so imeli ali kužke ali muce zelo bolne, ne. In enostavno je bil problem v tem, da niso več uživali hrane. Problem je bil z želodcem, problem je bil z jetri, problem je bil z ledvičkami. In sem rekla, kar dajte med hrano, med mokro hrano, kar par kapljic, nič ni treba razredčiti, kar dajte in gor vse so polizali. Sama sem imela pa primer za sosedovo mucko, ki je veterinar odrezal rep
In je rekel, ja, zelo hudo je bilo in je prišla lastnica, rekla, ne vem, kaj naj naredim, rekel, ja, se kak dolgo bo pa bo, ne, in takrat sem rekla, tole se pa mi tak ne moramo iti. In sem šla kar po mumijo, tej mucki šla namazati repek in čez 2 dni je že se začela rana celiti. Potem čez 4 dni je že muca normalno kakala, nobenega problema ni bilo, prej niti kakati ni mogla, ne, ker je enostavno je bilo vse narobe, s tem, da sem pa jaz lastnici rekla, da naj tudi uživa. In je dala med vodo, je pila, sicer malo težje, pa je kar po ustkih jih namazala. Po 1 tednu je mucki začel, rana je bila zaceljena, mucki začel že dlaka rasti, zdaj je tale naš mucek sosedov krasen, repek čist zaceljen, repek poln dlak, tako da to zelo, zelo koristi. Danes ob nakupu kateregakoli izdelka iz Sibirije prejmete tudi darilo, in sicer glavnik iz sibirske cedre, sicer pa je danes poštnina za vas brezplačna. Ne samo za sibirske izdelke, tudi za vse ostale. 02 6200 230 je ustrezna telefonska številka. In zakaj vam to govorimo? Seveda želimo, da praznike preživite z najljubšimi, in če boste kaj postavili pod smrečko, naj bo to kaj koristnega, kaj pametnega, kaj zdravega. No, dobra izbira je vsekakor tudi živica. Živica ali smola sibirske cedre. O, radi jo imamo. In živica je tudi tista, s katero sama zaključim dan. Imam jo kar na nočni omarici in ena kapljica pod jezik, zato da so moje endokrine žleze tako, kot morajo biti, in seveda, da bolj kvalitetno tudi zaspim. No, tole je tale glavnik, ki ga danes dobite povsem brezplačno ob nakupu kateregakoli izdelka, torej iz Sibirije. Pravzaprav so 3 različni glavniki, vi pa boste zagotovo dobili tistega, ki bo za vas najbolj praktičen. Ob nakupu 2 olj iz altajske, torej princese Gornjega Altaja, prejmete tudi tole krasno žličko s torškom, seveda tudi iz sibirske cedre. Čaga pa je sploh tista, ki jo izjemno spoštujemo in cenimo. In ja, v čagi smo toliko že slišali, veliko različnih ljudi o njej govori, to je uradno zdravilo proti raku oziroma pri raku v Rusiji, pri nas seveda temu ni tako, je pa to tista čaga iz zgolj črnega dela, tako kot mora biti, brez alkohola ali česarkoli podobnega in seveda mešana sveto vodo iz svetega izvira Aržan Suj, tako kot to seveda tudi mora biti. Danes imate torej krasno priložnost, da se izognete gneči, da se izognete uram iskanja tega in drugačnega. Enostavno vam stvari prinesemo na dom in jih postavite pod smrekco zase, za kogarkoli drugega. Seveda so vam na voljo tudi ostali izdelki, ki jih najdete na naši spletni strani klepetobkavi.si oziroma ste jih že zasledili v naši oddaji. Poprašajte torej naše svetovalke na 02 6200 230. Klepet ob kavi pa vam vsekakor želi izpolnjene praznike, takšne, ki jih preživite v družbi svojih dragih. In da pod smrečko, če že kaj, postavite nekaj koristnega, nekaj zdravega, nekaj, kar bo temu človeku, ki bo to dobil, tudi pomagalo. Vsekakor pa naj vam bo svetlo. Kruh, naš vsakdanji, v pomišljaju, tako kot sem mislil v članku, ki je marsikoga res presenetil, naš vsakdanji strup